Mednarodno priznana plesalka, koreografinja in novinarka iz Tel Aviva je dala nov pomen reku, da sta za tango potrebna dva. Leta 2024 je bila Ori Linkevski povabljena na nastop na znanem festivalu Bergen Fringe na Norveškem. Vendar zaradi trenutne vojne proti Hamasu so jo nekaj mesecev kasneje zavrnili, vendar ni hotela tiho sedeti. Pred nekaj meseci je Ori dobila tožbo zaradi diskriminacije in danes se nam pridružuje tukaj v studiu. Živjo punca, živjo! Samo za vse, ki gledajo, Ori si bila od samega začetka redna gostja v moji oddaji E24 Days Weekly. Lepo te je videti, žal pa pod takšnimi okoliščinami. Nisi vedela, da se bo to zgodilo. Najprej nam povej o projektu, preden pridemo na to, kaj se je zgodilo, ker si to jemala zelo resno. Bila si noseča vseh teh dobrih 9 mesecev, medtem ko si prihajala v studio glede priročnika za porod. Mislim, to je bila zelo drzna predstava. Kot da ti ni problem premikati meja, ko gre za teme v bistvu. Očitno res ne. Ja, Birth Preparation Course je solo predstava, je plesno gledališče. To je znanstveno-fantastična raziskava porodnih praks na Zemlji, kot jo pripoveduje nezemeljska vrsta v daljni prihodnosti v globokem vesolju. In premierno sem jo prizorila leta 2021 na gledališkem festivalu ACO Fringe. In od takrat gostuje po svetu. Bergen bi moral biti ena od postaj na tej turneji. Tako je, pojasni, kaj se je zgodilo. To je kraj, kjer si že bila in gre za precej znan festival. Povabili so te in to je bilo že po 7. oktobru, kaj ne? Povabili so me leta 2023, preden se je vojna začela. In tisto leto nisem mogla iti zaradi drugih turnej. Leta 2024 so me ponovno povabili, kar je bilo super, pričakujejo me. In potem, nekaj mesecev potem, ko sem prejela njihovo uradno vabilo, sem prejela še eno pismo s festivala, v katerem so sporočili, da umikajo moje vabilo, ker ne želijo dati ljudem, kot sem jaz, priložnosti za nastop. Wow. Kako si se odzvala na to? Mislim, prvo, to je moralo boleti. Mislim, ni presenečenje, vsi smo šli skozi takšne stvari, mislim, še vedno, ampak še posebej v nekaj mesecih po 7. oktobru. Kako te je to čustveno, še preden pravno prizadelo? Bilo je res presenetljivo. Mislim, seveda je bil konflikt zelo naporen in bili smo v prvih nekaj mesecih vojne. Bilo je zelo intenzivno. Tukaj intenzivno in varnostna tveganja in vse. Tukaj se je za nas veliko dogajalo. Mislim, da je bilo zame res tako drzno žaljivo, da nekdo kot sem jaz ne more dobiti prostora. In kaj to sploh pomeni? In ali je zato, ker sem Judinja ali ker živim v Izraelu? Imela sem veliko vprašanj. Potrebovala sem nekaj dni, da sem bila res žalostna zaradi tega. Na to sem na festival odgovorila po elektronski pošti in izrazila, kako zelo sem bila razočarana nad njihovo odločitvijo. In nekajkrat smo si izmenjali sporočila, pa je postajalo vedno slabše in slabše. Potem pa je stvar postala še večja. Torej, razloži še to je zanimivo. Torej, težava je bila festival, ne norveška vlada. No. Tako da je na koncu to povzročilo veliko medijske pozornosti na Norveškem. Do te mere, da so festival dejansko zaprli. Res je. Tistoletna izdaja festivala je bila odpovedana. Izgubili so financiranje. Zaradi dogodkov povezanih z mojo situacijo so prejeli veliko negativnega publiciteta. In od takrat so festival ponovno organizirali. Torej ni izginil zavedno, kar se mi zdi pravzaprav prisilijo, da se opraviči. Ne. Si bila ponovno povabljena? Ne, izvedla sem Birth Preparation Course v Bergenu in še eno svoje delo, plesno predstavo v Oslu. Prek druge platforme. Nisem bila. Od takrat nisem bila v stiku s festivalom. V resnici tega nisem ponovila. Odločiš se, da greš res do konca in ubrala si pravno pot ter dosegla takšno zadoščenje, ki si ga dobila šele maja, pred nekaj meseci, in v to si vložila veliko časa, energije in čustev. Ampak zakaj je bil ta korak potreben? Tudi če bi lahko rekla, da se je zgodilo, pa od tega nisi imela nič več. Razen potrditve in zadoščenja. Občutek zaključka. In potrditev, da ni šlo le za moj občutek, da sem bila zavrnjena. Njihova zavrnitev zaradi moje narodnosti ali vere je namreč nezakonita. In to je bila zame pomembna izjava. Res sem razmišljala, ali je prav, da to izpostavim javnosti in ali je prav, da se odločim za pravno pot. Imela sem norveškega odvetnika, ki me je zelo podpiral. Mislim, da se brez njega ne bi odločila za to pot. Sem zadovoljna, ker ne gre le za mojo osebno zgodbo s tem enim festivalom. Gre za to, kaj izraelski umetniki in kaj drugi umetniki
iz drugih Prav, ne držav gre samo za doživljajo. škodo svetu. Mislim, to se je zgodilo že velikokrat. Torej, je to res precedens, na katerega bi morali biti ponosni, da ga imate, ker sem prepričana, da se dogajajo tudi druge podobne stvari, za katere morda sploh ne slišimo. Absolutno. Mislim, da je bilo v zadnjih nekaj letih veliko umetnikov, izraelskih umetnikov bojkotiranih, pa tudi ruskih umetnikov. In celoten koncept kulturnih in umetniških bojkotov ter akademskih bojkotov je trenutno res velika tema v našem svetu. Še posebej, če živiš tukaj v Izraelu. Ali to sploh prispeva k stabilnosti in prihodnosti regije, ali pa to, da ne dobivamo vabil, pomaga končati konflikt? In ali je to res prava smer, v katero bi morali ljudje usmerjati svojo energijo za ustvarjanje boljše resničnosti tukaj v tej regiji? Torej, pogovorimo se še o tem, da ste razvili novo različico poroda strani osebe. Ja. Torej, povejte nam o svoji poletni otroški predstavi in o tem, kako se je nekako preoblikovala v naslov, za katerega bi morali napisati otroško knjigo, ki bi jo spremljala. Torej, povejte nam o naslovu. Ja, vzela sem Birth Preparation Course in ga pogledala skozi filter osebe, ki se rojeva, skozi otroka. Kar je pravzaprav vsaka oseba na planetu se je rodila. In predstava se imenuje How Did I Get Here? In premierno bo uprizorjena v centru Bikurjajtim v središču Tel Aviva konec avgusta kot del njihovega festivala. Je tudi znanstveno-fantastična izkušnja, ki raziskuje, kako smo prišli do tega, da smo živi na tem planetu, kaj ta planet sploh je, in upam, da bo zelo zabavna in zelo poučna. Kako pa prideš do otrok? Naprimer, daj primer. Mislim, znanstvena fantastika je to nekaj, kar jih bo nasmejal, je poučno, je namenjeno šokirati in navdušiti. Kot, naprimer, kaj je? Mislim, da je, upam, izobraževalno in jih bo nasmejalo ter jih pritegnilo. Veliko je sodelovanja občinstva. Naučila sem se žonglirati. Zato bom jaz sodnica. Žongliram z nekaterimi otroki v občinstvu. Gre za veliko interakcije, tako zelo interaktivno je. Je interaktivno. Tam je mala vesoljska ladja, otroci res imajo radi vesoljske ladje in rok. Gre za to, da vzamem isti odrski jezik, ki sem ga uporabljala v Birth Preparation Course in ga naredim bolj dostopnega otrokom, mlajšemu občinstvu. Neverjetno, najlepša hvala, res je lepo, da te spet vidim in kar tako naprej. Hvala. Najlepša hvala, Ori.